Pred 30 leti, ko smo dobili internet, je stric Bill Gates napisal, mislim, da je NSA oziroma nekje izjavil, da je vsebina kralj. In v bistvu danes še vedno to velja. Zdaj, kaj konkretno to pomeni? To pomeni, da smo v bistvu s tem, ko je prišel internet, dobili vsak praktično svoj košček prostora na tem ozemlju interneta, kjer lahko praktično vsak od nas gre in pove svoje mnenje, deli svoje znanje in tako naprej. In v resnici to po 30 letih še vedno velja, s tem, da smo poleg tega, kar smo imeli pred 30 leti, to se pravi, takrat so bile spletne strani, pa potem blogi, imamo danes še socialna omrežja in kjer je danes izziv ratal, je to, da v bistvu teh koščkov zemljišč na internetu obdelujemo jih, nas obdeluje vse več, skratka vse več nas je tistih, ki nekako delimo svoje znanje oziroma ki delimo neka svoja stališča, svoje zadeve na socialnih omrežjih oziroma na splošno na internetu. In torej vprašanje, ki se zdaj postavlja, je, kako zdaj izstopati iz tem, kar je tvoje. Ne, zdaj, kako postati ne samo, želim se tukaj predvsem osredotočiti na to, kako ne izstopati s tem, da ne vem, skačemo pa tako naprej, ampak predvsem, da izstopamo s tem, kar je naše, to se pravi, kako vsebinsko, sem jaz temu rekla, kako vsebinsko pokazati, kaj je pravzaprav naš as. To se pravi, če je vsebina kralj, kako zdaj preko te vsebine pokazati tega našega asa. Tako da se bom v temle tokratnem e-predavanju osredotočila na 3 stvari, ki so mogoče majčkeno drugačne oziroma iz majčkeno drugačne perspektive, ki je predvsem značilna oziroma ki jo lahko predvsem uporabimo mi, ki izobražujemo, svetujemo, mentoriramo, coachamo, skratka kako svojega tega asa, torej to, kar je tisto, kar je naše, drugačno, tisto naše edinstveno, kako lahko preko torej spleta oziroma preko te naše vsebine skomuniciramo to do naših potencialnih strank. Prva stvar, ki jo dostikrat osvetlim pri coachih, izobraževalcih, mentorjih, je to, da mogoče gremo ven iz tistega klasičnega marketinškega načina komunikacije, kjer se fokusiramo predvsem na neke probleme oziroma na neke izzive naših strank. Zdaj, klasičen marketing govori o tem, da moramo najti neke pain pointe in potem pač preko teh pain pointov v bistvu nagovarjati naše stranke. Izziv, ki ga pa imamo mi, bom rekla izobraževalci, bom uporabljala besedo izobraževalci, je pa to, da v resnici dostikrat prinašamo na trg neko vizijo. To se pravi, ja, po eni strani res, da uresničujemo neke probleme naših strank, ampak po drugi strani pa pravzaprav uresničujemo vizijo naših strank. Skratka, hkrati uresničujemo vizijo naših strank in včasih je tukaj izziv že to, da se preveč zakvačkamo in preveč osredotočimo na to, da sporočamo stvari oziroma da preveč govorimo o stvarih, ki so problematične. In zdaj, če se človek, bom rekla, v tisti fazi ne prepozna, kot da mu je nekaj problematičnega, ne sliši nas, ko govorimo pravzaprav o viziji. Zdaj, da bom bolj konkretna, če recimo, bom zastavila zelo konkreten primer recimo iz starševstva, to mi je pač blizu, ker imam trenutno 2 najstnici. Recimo, jaz imam z mojima najstnicama nekako dokaj dober odnos, nekako vidim, da nimam nekih potreb po nekih izobraževanjih s področja starševstva oziroma s področja vzgoje in odnosov, vendar pa, to se pravi, če bi jaz zdaj skozi ves čas samo poslušala, to se pravi, če mene nagovarja nekdo s tem, da imam jaz problem, jaz tega ne bom slišala. Torej, kot potencialna stranka tega ne bom prepoznala, ker v resnici me to ne zanima. Tega problema nimam. Če pa mi nekdo začne isto zadevo predstavljati v obliki vizije, skratka recimo želite, ne vem, s svojimi otroki tudi na dolgi rok imeti dobre odnose ali pa želite dolgoročno vzpostaviti neke, bom rekla, odnose primerne in tako naprej, bom pa morda slišala to stvar drugače. Skratka, dajmo se osredotočiti torej ven iz tega, da imamo samo neke izzive in probleme in pain pointe, v to, da pravzaprav mi kot izobraževalci, coachi, mentorji, prinašamo na trg tudi neke vizije, našim strankam prinašamo neke nove vpoglede, nove rešitve na njihove situacije, na njihovo življenje in delo. Drugi izziv, ki ga imamo kot izobraževalci, je to, da v resnici, ko prodajamo, to se pravi kot izobraževalci, prodajalci,
je to, da v bistvu ljudje na eni strani, da je razlika med tem, kaj ljudje mislijo, da potrebujejo, oziroma kaj je tisto, kar si želijo, in to, kar mi kot strokovnjaki vemo, da potrebujejo. Tipičen primer, recimo, jaz si mogoče želim shujšati, to se pravi, si predstavljam, potrebujem, ne vem, neke rigorozne jedilnike, potrebujem ono, tretje, oziroma si to želim, zato ker pač sem prepričana iz tega, kar jaz trenutno vem, se mi zdi, da je to, kar potrebujem. V resnici pa nekdo, ki je strokovnjak, bo ve, da so v ozadju teh stvari tudi še, bom rekla, mogoče neke psihološke zadeve, mogoče neki neurejeni vzorci spanja, neurejeni vzorci ne vem česar koli že, skratka, da so v ozadju stvari, ki jih naše stranke ne vejo, da ne vejo. Skratka, naše potencialne stranke ne vejo, česa ne vejo in mislijo, da ne potrebujejo morda naše rešitve. Tako da to je, bom rekla, ena tipična situacija, ki jo nekako moramo nasloviti, ko, bom rekla, pripravljamo vsebine, da moramo pravzaprav osveščati o tem, kaj je v ozadju. Mogoče tudi naše rešitve ne iščejo ravno zaradi tega, ker ne vejo, kaj je v ozadju. Tako da jaz velikokrat poudarjam to, dajmo se osredotočiti na tiste stvari, na ozaveščanje, na osveščanje, na to, česar ljudje morda še ne vejo, da ne vejo, ne samo na tiste stvari, za katere vejo. Vem, ja, sem že parkrat dala tudi to varianto, to se pravi, zakaj ljudje palijo, oziroma zakaj jih pritegnejo vsebine, kjer delimo neke trike, nasvete in tako naprej, ker so to vsebine, ki jih ljudje poznajo. To se pravi, ker je to tisti aspekt, ki ga poznajo. Ne poznajo pa ozadja, tako da se moramo v bistvu, ko podajamo te naše vsebine, če želimo tega našega asa, bom rekla, skomunicirati, je to, se pravi, pomembno, da znamo skomunicirati tudi to ozadje tistega, česar oni še ne vejo, da ne vejo. Tretja stvar pri tem, kar ljudje mislijo oziroma kar ljudje mislijo, da potrebujejo in kar mi kot strokovnjaki vemo, da v resnici potrebujejo, je pa tudi to, da pravzaprav skozi ta osveščanja in ozaveščanja je potrebno graditi to zaupanje. To se pravi, zaupanje v to, da imamo mi neko rešitev, da znamo mi to rešitev jim dati in da smo v bistvu mi prava oseba, skratka prava oseba v tem smislu, da imajo ljudje tudi tukaj priložnost, da nas poznajo, ali po domače rečeno sedamo, ali smo mi tista oseba, s katero bi si oni želeli delati dolgoročno oziroma delati v nekih mentorskih programih ali pa iti v neke skupinske programe, predavati naše spletne tečaje in podobno. Skratka, skozi to osveščanje in ozaveščanje ne gre samo za to, da mi se pokažemo, koliko smo pametni, ampak predvsem, da gradimo tudi to zaupanje, da ljudje nas prepoznajo, ali smo oseba, s katero bi si želeli delati. In tretja stvar, skozi katero lahko skomuniciramo tega našega asa, torej skozi vsebino, je pa to, da vas spodbujam, zdaj tale bo majčkeno bolj varianta, da vas spodbujam, da ne pišete toliko iz uma, kot bolj iz srca. Skratka, nekateri boste to prepoznali kot koncept pisanja oziroma izražanja skozi naš višji jaz, torej ta naš higher self. Po domače rečeno, oziroma če to čisto, bom rekla, preprosto zapakiram, je pa to, da se vedno vprašamo, kaj bi povedal, kaj bi jaz povedala, če bi utišala svoj ego. Moj ego mi pravi, moj ego me seveda želi zaščititi, želi ohraniti mojo varnost, in reče, ne, Maruša, ti pa danes zdajle ne smeš govoriti o tem, da naj ljudje pišejo iz višjega jaza, ker kaj si bojo pa ljudje mislili, ker nekateri sploh ne bojo vedeli, zakaj to gre, ker bojo nekateri rekli, da Maruši se je pa čisto zmešali in tako naprej. Skratka, in potem jaz utišam tega mojega egiča in mu rečem, jaz verjamem, da je to moja dodana vrednost, oziroma ne dodana vrednost, ampak da s tem dodajam vrednost mojim sledilcem oziroma mojim strankam, če jim predam to vsebino in grem in povem iz srca tisto, kar si res želim povedati, in ne samo iz uma tisto, kar je, bom rekla, tista moja strokovnost in tisto, kar jaz vem, ampak tudi tisto, kar nekako, bom rekla, čutim, da je uporabno za vas. Tako da tudi vas spodbujam, da pravzaprav probate pogledati, kje se cenzurirate, čisto, bom rekla, konkretno rečeno, kje se cenzurirate, ko podajate vsebine, sploh, ko greste, bom rekla, v te marketinške vsebine, kje se morda samo cenzurirate na tej ravni,
da zaradi tega, bom rekla, ega oziroma zaradi nekega strahu, zaradi nekaterih prepričanj ne podelite, bom rekla, stvari, ki bi jih morda v komunikaciji ena na ena ali pa nekje drugje podelili in s tem, bom rekla, tudi opolnomočili svoje sledilce oziroma svoje potencialne stranke oziroma udeležence tudi v svojih programih. Torej, kako se jaz sama tega lotevam pri svojem, bom rekla, vsebinskem marketingu, je predvsem to, da dajem poudarek temu, da ves čas raziskujem, kaj so izzivi in kaj so vizije mojih potencialnih strank. To se pravi, izzivi na eni strani oziroma vizije na drugi strani, a včasih je to samo prevod ene in iste zadeve. Zdaj, tukaj bi želela poudariti to, da jaz tega ne delam na nek klasičen način skozi raziskave trga, ker čisto preprosto ne verjamem, da kdorkoli od nas zna narediti, bom rekla, da smo toliko dobri v tem, da bi znali narediti toliko dobre ankete in toliko dobre vprašalnike, da bi znali izluščiti skozi te vprašalnike in ankete res te vizije, skrbi, strahove, ne. Tako da običajno se take zadeve da super narediti na recimo na nekih brezplačnih spoznavnih klicih. Nekateri to delajo, to se pravi, jaz velikokrat brezplačne klice delam ne samo na ta način, da na njih prodajam, ampak so mi ti brezplačni klici hkrati tudi uvid v to, kaj ljudje, kaj so res dejansko tiste stvari v ozadju, ki jih ljudje potrebujejo in tako naprej. Ali pa o katerih, bom rekla, sanjajo ali kateri jih strašijo. Tako da to so dostikrat te vizije in izzivi, so dostikrat stvari, ki jih slišimo med pogovorom s strankami. To so tudi stvari, ki nam jih povejo stranke ob nakupu. Skratka, dostikrat recimo jaz kljub temu, da večino vsaj tistih do srednje cenovnih stvari prodam praktično, ne da bi imela kakršenkoli konkreten stik s stranko pred tem, imam kljub temu, bom rekla, neki sistem v ozadju oziroma povabim stranke, da mi nekako dajo feedback, zakaj so se odločile za ta nakup. Dostikrat mi tudi ljudje sami od sebe tudi napišejo oziroma povejo in to so tiste drobne stvari, ki nam jih torej ljudje povejo in so pravzaprav lahko naša iztočnica tudi, ko pripravljamo vsebine. Tukaj jaz dostikrat tudi rečem to, da bo trg pokazal, ne, to se pravi, ena od meni ljubih izrazov je, trg ti bo pokazal, kaj pravzaprav potrebujejo ljudje. Zaradi tega tudi nisem pristaš tega, da čakamo zelo dolgo z razvojem nekih stvari, ker imamo mi lahko v svoji glavi eno vizijo, kaj ljudje mislijo, da rabijo, pa kaj bojo kupili, ko pa gremo mi s tem na trg in ko začnejo prihajati prvi potencialni kupci ali pa ko dobimo na prvih brezplačnih klicih prve potencialne stranke, pa v bistvu začnemo ugotavljati, da trg želi morda nekaj drugega, ne. Skratka, ne čakajte z razvojem programov, ne čakajte z razvojem stvari predolgo, pa v glavi študirati, kaj so tiste stvari, ki bi jih mogli imeti, pojdite na trg z tako imenovanim minimalno delujočim produktom in potem spremljajte trg, kaj pravzaprav želi, kaj vam sporoča in tako naprej. To ne pomeni, da se moramo potem sicer takoj instinktivno odzvati pa odreagirati pa trgu takoj dati to, kar hoče, ampak poslušajmo, ne. Tudi jaz sama dam na trg neke programe, recimo konkretno sem imela 2 leti pa pol članski program in v bistvu sem poslušala, gledala, videla, kje se stvari dotikajo, kje se stvari zatikajo, katere stvari so pa dobre in tako naprej, ne. In sem na podlagi tega potem priredila zadevo v nov program, ne. Vedno rečem, delamo nekje neko strategijo oziroma neki svoj biznis, delamo nekje za 2 leti, po 2 letih pa potem stvari obrnemo v neke nove programe, razvijamo naprej zadeve in tako dalje. In pa še en vidik, kjer pravzaprav tudi zelo veliko opazim tega, kaj stranke potrebujejo oziroma kaj si želijo, je recimo v Facebook skupinah. To je, bom rekla, super prostor, če ste vključeni v Facebook skupine z vašega področja, ne rabite se tam promovirati, ne rabite oziroma velikokrat so to skupine, ki niti mogoče ne omogočajo promocije, ampak to še ne pomeni, da vi ali mi nimamo nič od tega, ne. Če znamo biti pozorni poslušalci in znati brati med vrsticami, velikokrat lahko zaznamo, kaj so stvari, kaj so problemi in kaj so vizije, ki, bom rekla, navdihujejo naše stranke oziroma ki jim otežujejo življenje. Tako da dajte tudi to, bom rekla, se da tudi to lepo spremljati in dobiti, bom rekla, navdihe oziroma vpoglede v te trenutne situacije
pri potencialnih strankah. Torej, kako se pa tega lotevamo v mojih programih oziroma konkretno v programu Prodajaj znanje podajaj, kjer gremo pravzaprav, vzpostavljamo procese od promocije, torej od spletne promocije do spletne prodaje in hkrati buildamo ves čas to svojo marketinško prodajno mišico in buildamo oziroma krepimo sami sebe kot, bom rekla, prodajalce oziroma svojo osebnost. Skratka, tisto, kar bom rekla, bolj tako konkretno dajem velik poudarek, je predvsem na tem, da raziskujemo in razmišljamo o tem, torej kaj so izzivi in vizije naših strank, in potem to počasi vkomponiramo strateško, smiselno v naša sporočila. Vse od sporočil, marketinških sporočil, ki jih napišemo na prodajne spletne strani, do marketinških sporočil, ki jih napišemo na naše, ne vem, predstavitvene programe, te brezplačne dogodke, brezplačne zadeve, do tega, kaj sporočamo recimo v nekih, bom rekla, v nekih vsebinskih, preko nekega vsebinskega marketinga, zdaj bodisi so to naši blogi, naše spletne, bom rekla, objave na socialnih omrežjih in drugih kanalih in tako naprej. Skratka, ves čas spodbujam k temu, da opazujemo to vizijo in izzive in jih vgrajujemo oziroma komponiramo v naše marketinške materiale. Druga stvar, ki jo spodbujam, je to, da moji udeleženci skreirajo predstavitvene programe. Predstavitveni programi, oziroma jaz jim po domače rečem promo online programi, niso nič drugega kot, bom rekla, ta neki kratek uvodni program, s katerim mi ozaveščamo o stvarih, ki jih ljudje ne vejo, da jih ne vejo, in jih je fino, da jih vejo. Skratka, predstavitveni promo online programi so, bom rekla, ena taka vstopna točka. Večina ljudi, ki se odloči za sodelovanje z mano, štarta pravzaprav v mojem promocijskem spoznavnem programu. Mimogrede, če ga še nisi predelal, pokukaš spodaj v komentar oziroma v opis pod temle videom in na e-dogodek si brezplačno, torej dostopaš do tega brezplačnega spoznavnega programa. Skratka, ti programi niso, bom rekla, neki klasični webinarji, ampak so predvsem to, ne, tisti webinarji, kjer poznamo, da na koncu, ne vem, 3 ure prodajajo, 20 minut je neke vsebine, 3 ure nam pa nekaj prodajajo. Skratka, ampak gre predvsem za to, da preko te vsebine, preko tega spoznavnega uvodnega programa pri ljudeh odpiramo oči, odpiramo poglede, kaj je tisto, česar ne vejo, da ne vejo, in jim pokažemo skozi tak program nas kot osebnost, nas kot strokovnjaka in pa konec koncev tudi nas kot mentorja oziroma nekoga, ki lahko človeka spremlja na njegovi poti. Tako da in mimogrede ti promo online programi so, jaz temu rečem, večja škoda je oziroma večji strošek je, če jih ne naredite, ker je njihova produkcija praktično, bom rekla, vas stane nič evrov, oziroma imate pravzaprav vse stvari, ki jih rabite za tak promo program narediti, jih verjetno že vse imate in uporabljate. Gre v bistvu samo za to, da si rabite vzeti nekaj ur časa, da to vržete skupaj oziroma da to sestavite skupaj in da to potem tudi date na splet. In v bistvu pri vseh teh stvareh vas seveda tudi podprem v Prodajaj znanje podajaj. Tretja stvar, ki jo še dajem poudarek v mojih programih, zlasti v teh programih od promocije do prodaje, je pa predvsem ta, da delamo na tem tako imenovanem našem višjem jazu oziroma na tem, da krepimo, bom rekla, to varnost, to obliko, ta občutek varnosti, da se lahko, torej lahko izražamo, da lahko izražamo sebe, da lahko izrazimo to, kar želimo povedati skozi naše vsebine. Skratka, na tak mogoče pač imam en tak, bom rekla, mogoče malo manj tradicionalen pristop k marketingu, bolj ta pristop, kjer želim kjer želim vas opolnomočiti, da damo v naše marketinška sporočila, v naše marketinške zadeve, skratka v vse te zadeve nekoliko več svoje energije, nekoliko več tega, kar je tisto pravzaprav, kar je tista naša esenca oziroma tisto naše bistvo, ki ga želimo pravzaprav dati svetu.